Misliš, da poznaš vse v Pepinem svetu? Toda v ozadju te oddaje se skrivajo liki, ki so tako skrivnostni, da jih niti oddaja sama noče pojasniti. Brez imen, brez zgodb iz preteklosti, brez odgovorov. Samo obrazi, ki tiho opazujejo z roba zaslona. Danes jih bomo potegnili iz senc. To so najbolj skrivnostni liki v Pujsi Pepi. Začnimo z likom, ki je v oddaji že od samega začetka. In nekako še vedno skoraj nič ne vemo o njej. Candy mačka. V Pujsi Pepi je že od prvega dne. Njena najboljša prijateljica je Emilija Slonica. In medtem, ko so vsi drugi liki dobivali zgodbe iz preteklosti in družinske epizode, je Candy tiho izginjala v ozadje, komaj govorila, komaj se pojavljala. Kot da bi jo oddaja namerno držala v senci. In tisto malo, kar vemo, odpira še več vprašanj. Njen oče vodi pekarno. Njena mama dela kot grafična oblikovalka v isti pisarni kot očka Pujs. Ona sploh ne živi v hiši na hribu kot vsi ostali. Živi v stanovanju v mestu. Za lik, ki je tukaj že od prve sezone, se ta tišina zdi, kot da nekaj skriva. Zdaj pa govorimo o dedku Zajcu oziroma Regiju. In to je že sumljivo, ker v Pujsi Pepi skoraj nikoli ne izvemo krstnih imen odraslih. Zakaj potem poznamo njegovega? Sam živi v svetilniku ob morju, obdan z odpadnim dvoriščem, polnim naključnih izumov. Dedek Zajec je vedno deloval kot lik s številnimi skrivnostmi. Namesto korenja ima rad sir. Gradi čudne naprave, ki jih nihče nikoli ne postavi pod vprašaj. Povsod potuje z energijo nekoga, ki je pol toliko star kot on. Ampak tukaj je najbolj nenavaden del. V epizodi Morski zaklad Pepa na obali najde steklenico s pismom v notranjosti, ki ga je napisal dedek Zajec sam pred več kot 100 leti. Torej je Regi star vsaj 100 let, pa še vedno pleza po gorah, raziskuje jame in vozi čolne, kot da ni nič. Serija tega nikoli ne pojasni. Preprosto gre naprej, kot da je to povsem normalno. Zdaj pa je tu skrivnosten lik, ki se skriva v vsaki epizodi. Pripovedovalec, tisti miren, vseveden glas, ki nas vodi skozi Pepin svet. Mami Pujs dela na svojem računalniku. Ampak kdo je to? Ker ta glas ne opisuje le dogajanja. Ve, kaj liki mislijo, ve, kaj čutijo. In včasih celo namigne, kaj se bo zgodilo, še preden se zgodi. Liki ga nikoli ne priznajo, sploh ga ne slišijo. Torej, kdo je ta glas? Skriti lik ali pa nekaj veliko bolj nenavadnega? Nihče ne ve. Zdaj pa nekaj, česar morda ne veste. Prednji je obstajal Peter Pony, je bil tu še nekdo drug, lik po imenu Penny Pony. In prvotno naj bi bila ena glavnih likov v Pujsi Pepi. Načrt je bil preprost. Pony v skupini Pepinih prijateljev. A še preden je bila oddaja predvajana, so ustvarjalci naredili spremembo. Zamenjali so Penny in jo nadomestili s Petrom Pony. In tako je Penny izginila. Ali pa so vsaj vsi tako mislili. Ker se je čez leta Penny tiho ponovno pojavila kot stranski lik. In ko se pojavi v epizodi Popoln dan, teče skozi nakupovalni center, medtem ko jo mama lovi. Ima osebnost, ima energijo. In očitno je drugačne barve kot Peter, kar izključuje možnost, da bi bila ista oseba. Torej, kdo je ona Petru? Sestrična? Oddaljena sorodnica? Serija tega nikoli ni povedala. Pony Penny so opustili, še preden se je serija sploh začela, pa je vseeno našla pot nazaj. Zdaj pa se pogovorimo o enem najbolj omenjenih otrok v ozadju v celotni skupnosti oboževalcev. V epizodi Božična predstava gospoda Krompirja, če pogledate občinstvo, ki spremlja predstavo, boste opazili mlado kravo, ki tiho sedi med otroki. Nikoli ne spregovori besede, komaj da se premakne in izgine, še preden jo sploh opazite. A ta en sam pojav je bil dovolj, da je skupnost oboževalcev začela pravo preiskavo. Oboževalci so jo poimenovali Karol Krava. In tukaj postane zanimivo. Karol se je dejansko pojavila na uradnem blagu Pujsa Pepa, kar pomeni, da ni le naključna stranska lik, je resnična, je kanonična. Nekateri oboževalci so jo celo opazili, kako nakupuje skupaj z gospo Krava v drugi epizodi, kar je pripeljalo do priljubljene teorije, da je Karol hči gospe Krava. Ampak če bi to držalo, zakaj je potem ni bilo, ko se je gospod Big poročil z gospo Krava v epizodi o poroki? Karol Krava ostaja ena najbolj subtilno fascinantnih skrivnosti serije. Takoj poleg Karol, v isti božični publiki, je majhen črn mucek, ki se ni pojavil v nobeni drugi epizodi. Oboževalci so ga poimenovali Kristofor Maček. Prva očitna misel je, da mora biti v sorodu s Candy Maček. Navsezadnje sta oba mačka. Toda Candy še nikoli ni omenila brata in nikoli ju niso videli skupaj, zato je bolj verjetno, da je daljni bratranec iz drugega dela mesta. Ampak tu postane čudno. V povsem drugi epizodi je še ena črna mačka, mlada deklica, ki se spušča po sirskem zabaviščnem parku. Oboževalci jo imenujejo Claire Mačka in podobnost med njo in Krištofom je tako močna, da mnogi verjamejo, da sta sorojenca. Dve skrivnostni črni mački.
Dve povsem različni epizodi in nobene razlage strani oddaje. Kot da obstajata tik zunaj meja Pepinega sveta, občasno stopita noter in nato spet izgineta. Zdaj pa govorimo o očetu Suzy ovce. Pomislite, spoznali smo njeno mamo, spoznali smo njeno babico, spoznali smo celo njeno sestrično Charloto, ampak njenega očeta niti enkrat, niti v flashbacku ne. V oddaji, kjer ima vsaka družina mamo in očeta, je popolna odsotnost očeta Suzy res nenavadna. In teorije o tem, kam je izginil, so še bolj nenavadne. Nekateri oboževalci verjamejo, da je on pravzaprav pripovedovalec, kot duh, ki oddaleč pazi na Suzy, dovolj blizu, da vidi vse, a nikoli ne more biti tam. Drugi menijo, da je vohun, ki dela v tujini, kar bi lahko pojasnilo Suzyjine pižame z motivom sidra, kot subtilen namig, da je njen oče nekje na morju. In nekateri ljudje povsem resno verjamejo, da je on Božiček, kar bi iskreno pojasnilo kakovostne igrače. Resnica? Nihče ne ve. Toda v oddaji, kjer je družina vse, njegova odsotnost pomeni, da je eden največjih skrivnosti Pujsa Pepe. En par v ozadju, ki se tu in tam neopazno pojavlja, sta gospod in gospa Jazbec. Živite nekje na podeželju, daleč od glavnih likov in skoraj nikoli nista v središču pozornosti. A gospa Jazbec doživi svoj največji trenutek v epizodi na kmetiji za božanje živali, kjer mirno vodi Pepo, Rebeko Zajec in Jurčka pri hranjenju kokoši in božanju morskih prašičkov. Je potrpežljiva, nežna, očitno dobra oseba in potem je že ni več. V drugi epizodi jo lahko opazite v Znanstvenem muzeju dedka Zajca, kjer tiho opazujeta razstavljene predmete, nato pa spet izgineta. Gospod in gospa Jazbec sta tista lika, pri katerih imaš občutek, da se njuno življenje odvija tik izven kadra, a nam ga oddaja nikoli ne pokaže. Naslednji primer je nekoliko drugačen, saj ta skrivnostni lik sploh ne prihaja iz Pepinega sveta. Med potovanjem prašičje družine v Ameriko, če pogledaš na zaslon na Times Squareu v ozadju, boš opazil nekaj nepričakovanega. Ben in Holly iz povsem ločene oddaje Ben in Holly v Malem kraljestvu se pojavita na zaslonu, kot da sta del velike gledališke predstave. In tu se ne konča. V epizodi Nekoč je bilo se princesa Holly ponovno pojavi na naslovnici knjige pravljic, ki jo Pepa bere Juriju. Kaj torej to pomeni? Ali sta Ben in Holly resnična v Pepinem svetu? Ali obstajata v nekem čarobnem kraljestvu tik za robovi Pepinega zemljevida? Obe oddaji imata iste ustvarjalce, kar je verjetno razlog, da se ta križanja med oddajama stalno dogajajo. A vseeno je to ena izmed najbolj zanimivih podrobnosti, ki se skrivajo v ozadju serije. In za konec, pogovorimo se o enem izmed najbolj nenavadnih likov, ki so se kdaj pojavili v Pepi Pujs. Med družinskimi počitnicami v Italiji Pepa izgubi svojega medvedka, italijanski policist pa ga najde in vrne. A potem se to zgodi še enkrat. In potem spet ta isti policist uspe najti medvedka vsakič, ko izgine, nato pa izsledi družino Pujskov in ga vrne. Enkrat je sreča, dvakrat je naključje, trikrat, to je sumljivo. Kako vedno ve, kje je medvedek? Kako vedno najde družino potem? In zakaj? V državi, kjer družina Pujskov ne pozna nikogar, se prav ta policist vedno znova pojavlja. Izgine iz oddaje v trenutku, ko se počitnice končajo in nikoli več ni omenjen. Toda skrivnost italijanskega policista, ki vedno najde izgubljenega Tedija, je ena podrobnost, ki je, ko jo enkrat opaziš, nikoli več ne moreš spregledati. Torej, to je to. Katera vas je najbolj presenetila? Sporočite nam v komentarjih. In kot vedno, se vidimo v naslednjem videu.